Gremo v kino. Lepo pozdravljeni. Tokrat se bomo z režiserjem Žigo Vircem in scenaristko Izo Strehar pogovarjali o nastajanju filma Zemljokrast, ki prihodnji teden prihaja v slovenske kine. Poleg tega se bomo poglobili v novi film ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice Dva tožilca, postavljen v 30. leta prejšnjega stoletja v Sovjetsko zvezo, in v intimno družinsko filmsko pripoved Gluha španske režiserke Eve Libertad. Poročali bomo tudi o slovenski dokumentarni pomladi, v okviru katere si lahko do konca tedna v slovenski kinoteki ogledate 10 deli zakladnice domače dokumentarne produkcije. Zdravo. Zdravo. Zanč po šoli so se naši otroci skupaj igrali Zemljokrast. Vaš Lukas je pa zbral, da bo... Prihodnjo sredo v Art Kino mreži po uspešni festivalski poti, nazadnje na filmskem festivalu v nemškem Cottbusu, začenja svojo distribucijsko pot film Zemljokrast. Gre za zgodbo o dveh parih oziroma starših, ki se sestanejo, da bi zgladili spor, ki se je zgodil med njihovimi otroki. V 4 enakovrednih vlogah nastopajo Suzana Krevh, Tines Špik, Lara Marija Vovk in Andraž Jug. Ob tej priložnosti sem se pogovarjala s scenaristko Izo Strehar in režiserjem Žigo Vircem. Iza Strehar je znana tudi kot scenaristka filma Prasica, slabšalni izraz za žensko, Žiga Virc pa po filmih Trst je naš, Houston imamo problem, skupaj sta naredila med drugim tudi arhivski dokumentarec Poletje 91. Iza Strehar, Žiga Virc, lepo pozdravljena. To ni vajno prvo sodelovanje, do zdaj sta se skupaj podpisala že pod 8 projektov in tudi nadaljujeta s skupnimi ustvarjalnimi izzivi. Imata tudi svojo produkcijsko hišo Lilit. Skupaj sta sodelovala denimo pri filmu Poletje 91, pa pri nadaljevanki Poklicani, ki je bila predvajana na RTV Slovenija. Omenimo še serijo Protagonistke. Pri tej gre za poklon legendarnim slovenskim igralkam. Polje delovanja imata torej zastavljeno precej široko. Ja, se mi zdi, da vsak ustvarjalec v neki začetni fazi ima precej ozko, malo ožje zastavljena zanimanja, večinoma prepucava neke svoje težave in travme in tako naprej. Ne. To sem jaz delala, ko sem pisala Prasica, na primer. Ne. Potem pa ja, nekako greš čez neke svoje težave, ki jih razložiš celemu svetu in se v bistvu odpre ogromen svet, kjer je ogromno idej, ki čakajo na nekoga, da jih bo realiziral. Ja, v resnici pač oba ogromno stvari zanima, ne, se poleg naštetega sva delala tudi kratki igrani Kismet, ki smo ga snemali z pač romskimi igralkami. Snemali smo tudi Poslednjega heroja, ki je bil čista komedija. Ja, nekako se ne omejujeva ne pri izboru tem, ne pri žanrih, ker tudi gremo od komedije do grozljivke, do drame. Ja. Če se poglobimo v vsebino filma Zemljokrast. V središču je spopad dveh parov na dialoški ravni, spopad mnenj, prek katerih postane očitno, kako malo moramo popraskati pod površino videzom človeka, da pride ven neka vprašljiva mnenja, ki hitro ponudijo osnov za manjši ali večji konflikt. V tem smislu predstavi precej vsakdanjo situacijo, vsekakor tako, s katero se lahko večina ljudi identificira. Vsi smo kdaj doživeli kakšen podoben večer. Po zasnovi pa film tudi precej spominja na Masakr, film, ki ga je Roman Polanski posnel po dramski igri Jasmine Reza Bog masakra. Tudi tam je v izhodišču konflikt med otrokoma, ki preide v konflikt med odraslimi oziroma med starši. Vse se dogaja v zaprtem prostoru, domu enega od staršev. Iza, ste imeli to kakorkoli v mislih, ko ste pisali scenarij za Zemljokrast, ali niti ne? Ja, v resnici niti ne, zaradi tega, ker smo mi zaradi produkcijskih razlogov vse postavili v notranjost, da se dva starša dobita, drugače smo hoteli pač primarno biti na igrišču. Tako da ja, dobivam non-stop opombe, da se tako dogaja tudi v Masakru, sam v resnici se mi zdi, da
je to nek splošen setup, ki pa je na površini mogoče podoben, sta si filma podobna, sam pod tem niti ne. Čeprav vem, da je to dosti udobno primerjati vsak film z nekim drugim filmom, ne, dejansko lahko mi absolutno vsak film primerjamo s katerikoli drugim. To vključno z Zemljo krast najbolj lahko primerjamo z nekimi drugimi projekti. Res je, da se skozi zgodovino vedno zgodi par filmov, ki so nekako najbolj eksponirani, ampak tudi pred prej omenjenim filmom so bili že posneti filmi, kjer se 4 kregajo doma, ne, tako da ni bil zdaj to ne prvi, ne zadnji. Ne. Mislim, da Zemljo krast vsem je v bistvu bolj kontralogika, da se vprašati, kaj pa zares naredi pa to, da vzame zelo vsakdanjo temo in vsakdanje teme so v bistvu to kraširjene, da se vsak z njimi poistoveti in jih pač pozna, ker recimo 2 para ali pa 4 recimo znanci, kakorkoli, ki se za mizo malo skregajo zaradi ideoloških pogledov, je najbrž nekaj, kar je skoraj vsak doživel, tako da lahko rečemo, da je v bistvu zelo specifično univerzalna tema. Ja, sej to sploh ni bilo mišljeno kot kritika. Točno to, lahko je tudi nek film v bistvu v zasnovi zelo podoben, pa je seveda tudi čisto drugačen, ne? Ampak torej, film ima predvsej te konfliktnosti in tudi veliko pravzaprav političnih tem najdemo v tem, kot sta tudi že prej omenila. Obenem je pa tudi predvsej humoren. Kako pomembno vam je bilo to vnesti v film? Mogoče Žiga. Boš zapovedala, kako je to scenaristično si zamislila. Dejstvo je, da najboljši humor vedno izvira iz tako zelo resnega pristopa do realnosti in realnih situacij. In tudi ta film je bil nič drugačen, ker klasika je ta, da ko se dobimo skupaj z igralsko zasedbo oziroma celo ekipo, vsak prebere scenarij, če majčkeno zadiši potem, da bi lahko bil malo zabaven. Zelo veliko se zgodi, da ekipa pride na prvi sestanek, zdaj bomo delali pa komedijo, in potem si rečem, ne bomo delali komedije, to je drama, pika. In se bomo resno lotili in potem so ljudje malo razočarani. Sam dejstvo je, da je dostikrat problem ravno v tem, da če štartaš nekaj kot komedijo, se mi zdi, da se zelo hitro vsi kar majčkeno sprostimo. Vse to je pa kao zabavno, vse ni take panike. Samo v resnici najboljša komedija je tista, ki je narejena toliko resno, da toliko zareže v neko bistvo nekih stvari, ki se okoli nas dogajajo, oziroma tistega, o čemer se pač film vrti, da ne bom zdaj preveč široko zastavo, da se film zdaj ukvarja z vsem, kar družba je, seveda se ne. Ampak vedno je zastavljen kot neka zelo resna situacija, ki pa jih je Iza napisala zelo seveda toliko resnično, da pa v bistvu izpadajo absurdno. In v resnici je absurd tisti, ki pa dela zadevo komično. Skratka, da malo skrajšamo odgovor, ko smo imeli v Cottbusu v Nemčiji svetovno premiero, festivalsko so Nemci skoraj popadali so stolov od smeha. Ja, sem v bistvu bolj kot komedijo lovila to absurdnost vsakdanjih situacij in dialogov, kot je Žiga omenil. Je pa po moje res veliko naredila režija in igralci, ker so si igralci fantastični in pač režiser je fantastičen in je Žiga zelo dober pač držal vse skupaj na vajetih, da to ni šlo v neko bamburko. V bistvu so vsi liki zabavni v resnici v tem, koliko zares vse jemljajo. No. Vsekakor film zelo sloni na dialogih, igri, na dinamiki med igralci. Ne. To je pa res, mislim, tukaj pa se vidi tudi neko mojstrstvo režije, ker taka stvar, kot sta oba rekla, hitro potem zdrsne v nekaj, kar ni čisto gledljivo. No. Zdaj spet delata nekaj zanimivega in sicer serijo Plemstvo, ki je že v postprodukciji. Obenem sem slišala, da pripravljate tudi že nov celovečerni igrani film. Bi povedala še kaj o tem? Takoj se vrnem na to vprašanje, bi sem še eno stvar dodal, ko smo že pa režiji, seveda tudi scenarij pa tisti, ki v osnovi mora še posebej, če toliko dialoški, imeti pa res dobre dialoge, ne? Kar pač Iza zna vrhunsko narediti. Ker nas zelo velikokrat ljudje vprašajo po projekcijah, to je bilo pa ziher ful improvizacije, koliko so igralci improvizirali in tako je odgovor lahko samo od nič, ker kot prvo ni bilo potrebe in kot drugo ni bilo časa. Tako da so dialogi tisti, ki so pa res tako nulo napisani, tudi se nam zelo velikokrat zgodi, da ko igralci dobijo tak scenarij v roke, so vsi tako dosti navdušeni, koliko dejansko je tekoč dialog, kar mislim, da je bistveno. Ne? Ker včasih je malo problem s temi improvizacijami, seveda je lahko to režijski koncept, da ne pomote, obstajajo vrhunski filmi, kjer so se igralci, režiserji veliko ukvarjali z improvizacijo, absolutno, ampak je pa lahko zelo hitro, to sem neka rešitev za slabo napisan scenarij, imamo malo slabe dialoge, da mi se moramo improvizirati, ne? Tega pa nas ni bilo. Bodoči projekti, a bi ti kaj o Plemstvu povedala? Ja, Plemstvo
Mislim, da bo zanimiv za gledanje. Snemali smo nagrado Bogalce, dogaja se v današnjem času, dejansko pa je to neka rahlo groteskna drama, ki se ukvarja z medgeneracijskimi travmami, v bistvu predvsem ženskega dela družine. V bistvu se družina zbere nagrado za poroko najmlajše hčerke in tekom enega vikenda, ko so skupaj vsi nekako pod težo pritiskov in v bistvu travm začnejo pokati in imajo malo prividov, ki jih začnejo preganjati in to na koncu eskalira. Zdaj, kar se tiče pa celovečerca, ja, pripravljamo celovečerni film, ampak po drugi strani najbrž kadarkoli v kateremkoli letnem času nas vpraša, kdo imate kakšen nov film v delu, imamo. Tako da tudi tokrat je odgovor pritrdilen. V bistvu bil je že kar industrijsko uspešen. Bili smo sprejeti na pitch v Cottbus, bili smo sprejeti na pitch v Karlove Vare. Gre pa za evropsko koprodukcijo, ki zahteva pač ogromno neke svoje produkcijske logistike, ampak je zabavna in je nekaj, kar naj jo veseli delati. Ja, temu filmu je trenutno naslov Purgatorij, ki ga pozabil povedati. Ja, to je v bistvu projekt, ki je trenutno že precej razvit, ampak ja, še vedno ni prišel do snemanja. Upamo, da čim prej. To je projekt, ki smo ga začeli razvijati pred Zemljokrast, leto pred Zemljokrast, vse ali pa več v resnicno, ker ja, so vsi filmski procesi zelo dolgotrajni, sploh če hočeš normalno sfinancirati projekt in pač produkcijsko malo zahtevnejši traja in zaradi tega smo vmes v resnici naredila Zemljokrast, ker včasih vmes bi pač tudi že malo šel na set, ne bi bil več v razvoju, no, ampak upam, da tudi Purgatorij se malo realizira. Daljši pogovor z Žigovircem in Izo Strehar o nastajanju filma Zemljokrast lahko ujamete v prihodnji oddaji Razgledi in razmisleki, ki bo prvič na sporedu prihodnji četrtek ob 13:05 na 3. programu Radia Slovenija. Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no? V Art Kino mreži se je ta teden zavrtel film Gluha španske režiserke Eve Libertad. V glavni vlogi je režiserkina sestra Miriam Garlo, ki je gluha prav tako kot lik, ki ga igra. Režiserka je pred tem o isti temi posnela že kratki film in je povedala, da je pri celovečercu izhajala iz želje, da bi se še bolj poglobila v zapletenost odnosa med svetom gluhih in svetom slišečih. Več o filmu Gluha pa v besedilu Gorazda Trušnovca. Angela in Hector sta ljubeč par v ne več najmlajših letih, ko se soočita z novico, da bosta dobila otroka. Ker je Angela pri svojih 7 letih začela izgubljati sluh, se najprej zbojita, da je gluhota morda dedna. S prihodom dojenčice in bremeni starševstva pa se začnejo spreminjati odnosi tudi znotraj družine, saj se Angela počuti vedno bolj odrinjeno. Španski film Gluha je družinska drama v več pomenih, čeprav daje že z naslovom jasno vedeti, da gre za tematiko življenja z invalidnostjo, je v ospredju vendarle intimen portret vsakdanjosti v ne povsem običajni skupnosti. Režiserka in scenaristka Eva Libertad v svojem samostojnem celovečernem prvencu niza prizora iz kroga prijateljev, družine in službe, Angele in Hectorja, ter pred nami razkriva zagate pri sporazumevanju oziroma različnih ravneh sprejetosti in premagovanja ovir v interakciji s sodelavci, prijatelji in neznanci. Družinska drama pa je tudi v bolj dobesednem pomenu, saj sta avtorica filma Eva Libertad in glavna igralka Miriam Garlo sestri. Skupaj sta predtem posneli že kratkometražni film na podobno temo. Gluha je pravzaprav samo razširjena in poglobljena različica 20-minutnega, delno avtobiografskega filma. Ta spoj lastne izkušnje in sestrske naveze je najbrž tudi ključ do intimnega občutja, ki prežema celovečerni film. Težko bi dovolj izpostavil mojstrsko igro in karizmatično prisotnost Miriam Garlo, ki kljub težavam s sluhom tudi sicer deluje kot gledališka igralka. Toda tudi pri režijskem pristopu se zdi kamera ves čas kot dodatna, neposredno prisotna oseba, v to vlogo pa zato postavlja tudi samega gledalca.
Film v tem pogledu ne postavlja na piedestal samo poistovetenja oziroma ne govori samo o okvari sluha in sprejemanju drugačnosti, ampak je to prav tako kompleksno delo o soočanju z zagatami starševstva ter novih vlog na zasebni in družbeni ravni. Jasne so napetosti v partnerskem odnosu, težave pri razdeljevanju obveznosti in osebne dileme pri vzpostavljanju vezi, saj sta tako Ektor kot dojenčica osebi z dobrim sluhom. Angela pa želi biti kljub svoji invalidnosti enakopravno prisotna pri komunikaciji in vzgoji, to pa še zdaleč ne poteka zlahka in samoumevno. Celovečerni film izjemno spretno, neopazno preskakuje časovno obdobje od začetka nosečnosti do praznovanja hčerkinega rojstnega dne. Hkrati pa Eva Libertad s poudarjeno uporabo zvočnih učinkov v zadnji tretjini tudi prenese težišče na Angelo in njeno spoprijemanje z našim svetom, v katerem ima zvok še kako pomembno vlogo pri doživljanju in sporazumevanju. Z tega stališča lahko film Gluha označimo tudi za izrazito prebojenskega, saj nas poskuša kot sicer avtorsko zaokroženo delo predvsem opozoriti na to nevidno obliko invalidnosti in težave slušno prizadetih pri navigiranju skozi vsakdanje življenje. Адвокат, прокурор за местами заключения в Брянске. Ukrajinski režiser Sergej Loznica, ki ga poznamo po filmih Krotko dekle, Donbas in Invazija in ki pravi, da je v vsaki pravi tragediji vedno prostor za groteskno, za farso, je zgodbo svojega novega filma postavil v Sovjetsko zvezo v leto 1937, v čas Stalinovih čistk. Film temelji na noveli Georgija Demidova, ki je 14 let preživel v enem najbolj zloglasnih gulagov. Novelo Dva tožilca, ki temelji na lastnih izkušnjah, je napisal leta 1969, ko tovrstnih besedil še ni bilo mogoče objaviti. Po zasedbi rokopisa leta 1980 strani KGB-ja so ga konec 80-ih let le vrnili pisateljevi družini. Novelo pa so objavili šele leta 2009. Istoimenski film Sergeja Loznice si je ogledala tudi Gaja Pešal. To je priljubljen zaplet ruskih pravljic. Naš junak, mladi sovjetski tožilec, je kot kakšen protagonist pravljice obkrožen z neznanim. Ne razume sveta, v katerem živi. Tako ukrajinski režiser in scenarist Sergej Loznica opiše protagonista svojega najnovejšega celovečernega filma Dva tožilca, ki si ga je slovensko občinstvo v sekciji Kralji in kraljice lahko ogledalo že na novembrskem Lifu, ta teden pa je prišel tudi na redni spored. A medtem ko v pravljicah dobro praviloma premaga zlo in junak živi srečno do konca svojih dni, mladega sovjetskega tožilca čaka vse drugačna usoda. Ironično je, da si s poštenostjo in zaupanjem v pravičnost tako pravnega kot političnega sistema svojo usodo v resnici zapečati kar sam. Film Dva tožilca je nastal po istoimenski literarni predlogi fizika in pisatelja Georgija Demidova, ki je večino svojega življenja preživel v sovjetskih gulagih in od tam črpal tudi snov za svoja književna dela. Novela Dva tožilca je objavo dočakala šele 40 let po nastanku, a glede na trenutno politično dogajanje se njena tema dandanes zdi srhljivo sodobna. In prav na tem je svojo filmsko priredbo zgradil tudi Loznica, ki se ni trudil na silo posodabljati pretresljive vsebine, ampak je raje ostal historično, kar se le da, zvest dogajalnemu okolju novele in z vrnitvijo v čas najhujših stalinističnih čistk nastaviti ogledalo sodobni družbi. Zgodba ritmično in pomensko zvesto sledi klasičnemu dramskemu trikotniku in gledalca dramaturško natančno vodi od zasnove do katastrofe.
Ravnokar imenovani lokalni tožilec skoraj čudežno prejme pismo po krivem obtoženega zapornika iz najstrožje zastraženega oddelka delovnega taborišča in se v mladostni slepi veri v pravičnost boljševiškega sistema odloči zadevi priti do dna. Pri tem seveda naleti na številne ovire, ki močno spominjajo na Kafkov imaginarij z neskončnim čakanjem in brez številnimi zaprtimi vrati vred. Kakor da bi mlademu tožilcu vsa okolica sporočala, naj odneha, preden bo prepozno. Najbolj dobesedno se je Loznica temu svarilu približal v napol pravlični podobi starega brezrokega moža z leseno nogo, ki v prepolnem kupeju razlaga svoje brezplodno romanje k Leninu. A tožilec, ki ne razume sveta, v katerem živi, tudi tedaj ničesar ne razume. Film Dva tožilca je zanimiv zaradi natančne razdeljenosti na sekvence, ki spretno podpirajo stopnjevanje napetosti, zaradi kafkovsko-klaustrofobičnega vzdušja, ki se proti vsem pričakovanjem še bolj zgosti, ko tožilec začne iskati pomoč v Moskvi, in zaradi markantnega, povsem brezizraznega obraza odličnega glavnega igralca Aleksandra Kuznecova. Najbolj pretresljivo pa je seveda to, da je skoraj 90 let pozneje vse videno še vedno tako boleče aktualno. V Slovenski kinoteki je še do nedelje na sporedu cikel filmov, ki so ga poimenovali Slovenska dokumentarna pomlad. V njem so zbrali filme, ki so v zadnjih letih zaznamovali domačo dokumentarno produkcijo. Program ponuja priložnost, da jih ponovno vidimo na velikem platnu in hkrati razmislek o tem, kako se slovenski dokumentarec danes umešča v širši filmski prostor. O izboru in njegovem kontekstu se je z urednikom filmskega programa v Slovenski kinoteki Igorjem Praslom pogovarjala Tina Poglajen. Igor Prasel, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za vabilo v studio. V zadnjem desetletju govorimo o razcvetu slovenskega dokumentarnega filma. Kaj so po vašem ključni razlogi za ta preboj? Ja, da bi govorili o preboju zadnjih 10 let, moramo pogledati še malo nazaj. V bistvu slovenski dokumentarni film je v zgodovini naše kinematografije pogosto predstavljal pribežališče ustvarjalne in produkcijske svobode. Dolga, bogata, raznolika tradicija je poleg nekaterih izstopajočih avtorskih glasov, pa omenil samo nekatere, Jože Bevc, Mako Sajko, Jože Pogačnik, Helena Koder, Maja Vajs, oblikovala tudi televizijska produkcija, predvsem v 80 letih preteklega stoletja. Vendar je celovečerni dokumentarni film, ki ni zgolj kot podaljšek novinarskega dela, ampak samostojna panoga, samostojna zvrst znotraj filmske umetnosti, katera uporablja svoj jezik, svojo paleto estetskih stilističnih prvin. V domačih kinematografih se vidno uveljavil šele v zadnjem desetletju in zaradi tega lahko spremljamo njegov razvoj v smeri avtorske in umetniške forme. In posledično je domača produkcija dokumentarcev v tem obdobju doživela tudi neko ustvarjalno renesanso. To obdobje, recimo med letoma 2015 in 2020, je bilo izjemno uspešno tako doma kot v tujini. Kar veliko celovečernih dokumentarnih filmov je bilo nagrajenih na največjih in najbolj odmevnih festivalih po Evropi in po svetu. Recimo, če omenim samo nekatere, Dom Metoda Pevca iz leta 2015 je naredil festivalsko pot od Zagreba v Sarajevo do Prizrena. V domačih kinih nas je navduševal dokumentarec Žiga Virca Houston imamo problem. Matjaž Ivanišin je globalno festivalsko občinstvo osvojil z izjemnim dokumentarnim hibridnim filmom Playing Man iz leta 2017, potem pa recimo še Rok Biček istega leta 2017 z družino prejel nagrado kritikov na festivalu v Locarnu. Tako da je kolegica Ana Šturm zračunala, da se je leta 2018 pred domačimi gledalci v kinih zvrstilo rekordnih 13 celovečernih dokumentarnih filmov. In v bistvu vse to je domači dokumentarni ustvarjalnosti odprlo
nekako vrata v to, kar imamo tudi danes, kjer se nadaljuje ta tradicija in se nadaljuje v bistvu ta raznolika avtorska govorica v smislu umetniškega avtorskega dokumentarnega filma. No, ena od prelomnih točk, ki jih izpostavljate, je film Siniše Gačiča Boj za iz leta 2014. V čem je bil ta trenutek tako pomemben za razvoj sodobnega slovenskega dokumentarca? Ja, v bistvu Boj za je na 17. festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljši celovečerni film in to je bil nekako prebujenje tudi v neki strokovni javnosti, ker je v bistvu to film, ki je nastal na nek gverilski do it yourself, naredi si sam način, ne. Režiser Siniša Gačič je vzel kamero in enostavno vstopil v to protestniško dogajanje, ki se je zgodilo pred Ljubljansko borzo. In dejansko prepričljivo je ujel ta duh tistega časa in ta prevratniški duh, ne. Leta 2014 se je oblikoval tudi mariborski festival Dokudok, ki se je prelevil iz revij slovenskega dokumentarnega filma in se je razvil v polnokrven pravi mednarodni festival. Leta 2016 je recimo bila ustanovljena tudi dokumentarni kolektiv Slovenije Doku Kreativa in potem je zelo ključno tudi to, da se je leta 2020 ustanovila tudi dokumentarnica, dokumentaristični laboratorij v sklopu Društva slovenskih režiserjev in režiserk, ki avtorjem in avtoricam omogoča postopen razvoj filmov pod strokovnim vodstvom mentorjev in to predstavlja strateški korak k zagotavljanju še boljših pogojev za nadaljnji razcvet umetniškega dokumentarca. No, program, ki ste ga sestavili, pokaže zelo raznolike avtorske poetike in pristope. Ali lahko govorimo o kakšni skupni liniji ali značilnosti sodobnega slovenskega dokumentarnega filma? Zelo težko, da bi neko rdečo nit postavili, ampak nekako se mi zdi, da program cikla prinaša res raznolik nabor formalnih pristopov v avtorskih poetih, navdihujočih zgodb ter srečanj z usodami zanimivih posameznikov in posameznic. Izbrali smo 10 filmov, čeprav je v bistvu ta izbor bil tako, smo se dobili na enem, dveh sestankih in praktično videli, da imamo 20, 25, 30 filmov in potem smo morali pač ožati nekako ta izbor. In upamo, da bo pokazal, da je dokumentarni film, kakor je povedala še ena slovenska uspešna dokumentaristka Nadja Velušček, da je torej dokumentarni film, ogled dokumentarnega filma, eno popotovanje, s katerega se vrneš kot drugačen človek, ne? V bistvu pogledaš neko zgodbo in te spremeni in mislim, da prav vseh teh 10 filmov, da ima v sebi to. Recimo začenši od recimo Hišk Matjaža Ivanišina in Darka Singa, ki je televizijska produkcija, vendar presežna, ne? Dejansko je šla čez in ona dva sta dejansko tudi nekako povedala, da sta želela posneti film o zgodbah in usodah propadajočih hiš na Štajerskem. Potem se je pa v trenutku snemanja zgodilo, da sta spoznala, da so žive domačije postale bolj zanimive kot stare hiše, ne? In nekako na en podoben način je tudi Maja Doroteja Prelog v avtoportretnem dokumentarcu Čentani hotela nekako postaviti in nekako imela začrtano in zamišljeno neko zgodbo, vendar se, kakor je sama povedala, dokumentarni film je zame pogosto manj filmska forma in bolj eksistencialno vprašanje, globlje spraševanje o smislu bivanju, človeški naravi in resnici, je proces, je neizogibna nujnost, nekaj, kar avtorica mora storiti, ne? In v bistvu se mi zdi, da prav vsi ti filmi imajo to, nek ta proces nastajanja, neko to dolgo življenje z materijo, recimo pomislim na Petro Seliškar, ki z uspešnim filmom Gora se ne bo premaknila zadnjim od njih. V sklopu cikla v bistvu prikazujemo drugi film, ki je nastal iz tega filma Poletne počitnice, ki je nekak film, ki je nastal za otroško občinstvo, ampak dajmo si zamisliti, 6 poletij hodiš na goro, spremljaš protagonista, živiš z njimi, se aklimatiziraš in v bistvu potem posnameš šele čez čas, šele po 6 letih ti je jasno, da si posnel nek film, ne? In to je ta način, zaradi katerega bi zahteval še več podpore strani financerjev. Tukaj je in Slovenski filmski center in Radiotelevizija Slovenija, ki dobro financira, ampak mislim, da bi morali najti sredstva, da bi še bolj v bistvu omogočili avtorjem, avtoricam, da se s tem raziskovanjem, s tem procesom priprave na samo snemanje bolj profesionalno v bistvu ukvarjajo.
Dokumentarni film torej kot forma, ki zlahka prerase avtorja in avtorsko intenco. Čeprav razumem, omeniva še, da v Kinoteki skrbite za distribucijo dokumentarnih filmov tudi s tako imenovano distribucijo Kinoteka. V zadnjem času ste v tem sklopu predstavili Oho film in pa Ali je bilo kaj avantgardnega. Oba filma se ukvarjata z zgodovino slovenskega eksperimentalnega filma. Slovenska dokumentarna pomlad pa torej v Slovenski kinoteki še do nedelje. Igor Prasel, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam in vabljeni na cikel Slovenska dokumentarna pomlad v Kinoteku. Jutri, v soboto zvečer, se v Lutkovnem gledališču Maribor s filmom Fantasy in pogovorom z avtorico Kuklo odpira 6. feministični filmski festival Fefi. Po otvoritvi pa se festival seli na splet. Na spletni strani fefi.si bo od te do prihodnje nedelje brezplačno na ogled 8 kratkih slovenskih filmov v 3 sekcijah: frišno, retro in zdaj. V intimnem kinu v GT22 pa boste ob tem potekali še dodatni projekciji filma Fantasy v petek 17. aprila in v soboto 18. aprila. Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Maja Mol in Dejan Kaloper, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel David Lap, oddajo pa sem uredila Tesa Drev.